Ko nas z vseh strani bombardirajo z informacijami, trendi in modo, vse, kar pač narekujejo velike korporacije, se vse pogosteje dogaja, da kupujemo stvari zato, ker so nam všeč, sploh ne zato, ker jih potrebujemo. Zato se je na isti nivo spustil Volvo s tem avtomobilom. V40 Cross Country v primerjavi z nižjim bratom izgleda še bolje in bo pritegnil še več pogledov. Pod vsemi temi plastičnimi dodatki pa je praktično enak avtomobil. Tale modna muha, ki za spremembo naleti, navzven deluje tako, kot da obvlada tudi zahtevna brezpotja. Pa jih seveda ne, ker bi na terenu takoj upolomili vso to okrasno plastiko in ker motor poganja samo sprednji kolesi. Ampak vseeno super izgleda v tej rjavi barvi, seveda pa ima tudi to svojo ceno. Kabina ima prestižen pridih in tudi materiali so pri najbogatejšem paketu opreme Sumum zelo kvalitetni. Ročica samodejnega menjalnika se sveti v temi, vendar deluje kičasto, no lahko pa spreminjate tudi ambientalno svetlobo in sicer kar 7 jih je na voljo, ter še dodatna možnost, ko se svetloba spreminja s temperaturo motorja. V40 Cross Country je sicer dober centimeter višji od običajnega V40, vendar je vstopna odprtina enako majhna, kar pomeni, da boste višji težje sedali van. Sploh zadaj, kjer je še posebej malo prostora, da v prtljažniku, ki ima samo 335 litrov prostornine, sploh ne govorim in si ga ne predstavljam v uporabi 4-članske družine z 2 hčerama. Si pa kot prvo izbiro predstavljam takšen turbodizelski 4-valjnik s prostornino 2 litrov. Moči je dovolj, saj se preko dobrega 6-stopenjskega samodejnega menjalnika na sprednji kolesni par prenaša 130 kW, kar je slabih 180 konjev. Seveda je na voljo tudi pogon na vsa kolesa, vendar samo pri zmogljivejših bencinskih motorjih T5, kar pa se že precej pozna pri zavarovalniški premiji. Testni agregati pri umirjeni vožnji za delovanje porabijo od 6 do 7 litrov dizla, pri dinamični vožnji tudi dobrih 8, kar je še vedno solidno. Tale namreč stane kar 44 tisoč evrov in še zdaleč nima vsega, kar je na seznamu dodatne opreme. V bistvu bi se brez težav odpovedal nekaterim dragim varnostnim sistemom in tudi usnjenim sedežem, ki so mi v vročih poletnih mesecih fino pokazali, kako deluje mobilna savna. Pohvaliti moram radarski tempomat, ki ga sicer ne maram, vendar tukaj res dobro deluje, saj jim ne zavira že, ko imaš avtomobil pol kilometra pred sabo. V40 Cross Country je tudi tako pameten, da če pred seboj zazna pešca, v mestu do hitrosti 50 km/h zavira sam. Če se ne ustavi dovolj hitro, pa se pod pokrovom motorja skriva tudi varnostna blazina. K sreči zavornega sistema še niso povezali s sistemom za prepoznavanje hitrostnih omejitev. Sistem res prepozna večino znakov, vendar tu in tam res pošteno udari mimo. Meni je recimo na avtocesti trdil, da je omejitev 30 km/h. No, po drugi strani pa vas opozarja na vozila v mrtvem kotu, če ste zapustili svoj vozni pas. Všeč pa mi je tudi to, da lahko izbirate med 3 temami merilnikov in meni je najbolj všeč tale – performance. Ampak kljub dobri izdelavi in obilici dodatne opreme je 44 tisočakov enostavno preveč. Z lahkoto bi se odpovedal 18-palčnim platiščem, usnjenim sedežem, samodejnemu menjalniku in tudi najzmogljivejšemu dizelskemu agregatu. Z vstopnim dizlom bi bila cena potem pod 30 tisoč evrov, kar pa je že druga zgodba, ampak samo če nasedate trendom in vam je pomemben videz. Vsem ostalim bo tudi običajni V40 čisto dobro služil.